Pred nami je čas počitnic, dopustov in s tem povezana daljša in krajša potovanja in odsotnosti iz domačega okolja. Pri tem pa nismo imuni na zdravstvene težave, ki se nam lahko pojavijo na potovanju in dopustu. Zato ne bo odveč, če prisluhnemo nekaterim zdravstvenim nasvetom in jih skušamo upoštevati. Tako se bomo lahko izognili marsikateri neprijetnosti, ki nam lahko pokvari uživanje na počitnicah ali potovanju po tujih deželah. Za nasvete smo povprašali zdravnico, ki zelo veliko potuje in tako bodo priporočila prišla iz prve roke. Sama zelo veliko potujem, predvsem imam rada države tretjega sveta, mi predstavljajo poseben izziv. Potujem kot popotnik z nahrbtnikom in večinoma sama. Vsaka dežela predstavlja neko določeno tveganje. Tveganje je lahko veliko, srednje ali majhno, tudi glede osebnosti posameznika. Ne samo zaradi dežele same, ampak tudi kakšen je posameznik, ki potuje, kakšno tveganje prinaša s sabo. Jaz osebno menim, da je smiselno pošteno preveriti, kakšna je politična situacija, preden greš na potovanje. In pa seveda, kakšna je klimatska oziroma vremenska doba takrat, kadar prihajaš v neko deželo. To se mi zdi bolj pomembno kot samo drugo tveganje. Naprimer, enkrat se mi je zgodilo, da sem prispela v Katmandu in je bil še isti večer državni udar. 2 dni prej je bilo v tej deželi vse mirno in nikakor ne bi rekla, da je to tvegana dežela. Danes za popotnika, ko sem jo pa jaz doživela, se mi je pa zdela visoko tvegana zaradi moje osebne varnosti kot nekoga, ki na cesti čaka, kdaj bo minila policijska ura. Me razumete, kljub temu, da je tveganje bilo majhno, se je v mojem primeru Nepal izkazal takrat kot tvegan. Je pa krasna dežela in danes ne vidim nobenega razloga, da bi komukoli rekla, da je dežela tvegana. To se spreminja. Tvegane so dejansko dežele, če prideš kot nevešč, nepripravljen opazovalec v deželo, kjer te res lahko čaka ta začetni kulturni šok, kjer ne poznaš jezika, kjer ljudje ne poznajo tvojega jezika in če nimaš zadosti denarja, da bi si lahko privoščil za prvi ali pa drugi dan malo višji standard prenočitve. To se mi zdi neko tako štartno tveganje na poti. Glede samih bolezni pa je to tveganje lahko predvidljivo. Vemo, kaj lahko pričakujemo v Zahodni Afriki. Vemo, da je potrebna preventiva pred malarijo, naprimer. Vemo, da je v jugovzhodni Aziji lahko na otokih denga. Vse to so stvari, ki jih vemo, ki ne bi smele predstavljati po pravi pripravi nekega posebnega strahu. Poleg priprave oblek, avtomobila in ostalih pripomočkov je vsekakor pred potovanjem potrebno pomisliti, kaj se bo zgodilo z nami, če bomo zboleli ali se poškodovali na našem kraju, kjer mislimo počitnikovati ali pa potovati. Vsekakor je pomembna tudi tovrstna medicinska priprava. Zato priporočam, da pred potovanjem vsak sebe vpraša, ali se v resnici počuti dovolj pripravljen in ali se počuti dovolj fit za vse, kar si je zamislil, da bo počel na svojem dopustu. Marsikdaj ljudje pretiravajo in si želijo nemogoče, kar je izven trenutnega psihičnega in tudi fizičnega konteksta njihovega telesa. Zaradi tega je to pomembno, da se pripravimo kot z medicinskega vidika, primerno povprašamo tudi svojega zdravnika, se z njim pogovorimo o svojem psihofizičnem stanju pred potovanjem in pa ne nazadnje, da poslušamo sebe, svoje telo, kako se počutimo. Splošni nasveti najprej so, kakšno bolezen prinašaš s seboj. Ali si zdrav, ali si sposoben za potovanje. Potem pa se odločamo na podlagi znanih dejstev, omenimo najprej, kako potuješ, jet lag.
Vemo, da je jetlag že sam prihod na neko potovalno destinacijo lahko predstavlja velik problem, katerega se premalo zavedamo. Saj popotniki pridejo s časovnim zamikom, precej zaspani ali pa precej budni. Odvisno, ali grejo na vzhod ali na zahod. In zaradi tega potem svetujem, da se takoj ne podajo v neke prometne zamaške v novi deželi, kjer niti ne poznajo potovalnega režima, sami po sebi pa so še vedno utrujeni od poti, nenaspani in tako naprej. To je za začetek. Svetujem varno vožnjo, uporabo čelade, uporabo varnostnih pasov, ne pitje alkohola, skratka tako, kot si doma. Potem pa v kraju bivanja, kamor prideš, je pomembno poznati razmere, lokalne razmere. Ali poznamo zadosti, kot sem že povedala, vremenske pojme in pa tudi na kakšen način se bo ta oseba, na kakšen način bo potovala, kaj pričakuje. Ali gre kot šport, kot športnik, ali gre kot avanturist, ali si gre iskat partnerja, ali se gre potapljati. Skratka, tudi to je potrebno oceniti, individualno pri neki osebi. Če je oseba zdrava, priporočam, da vzamejo s sabo pač ta osnovni pribor, osnovna zdravila za potovanje, z navodili natančnimi, kako se lahko samo zdravi, glede driske, glede nekaterih drugih bolezni, malarije, denge, hepatitisa, spolno prenosljivih okužb, kakorkoli. Pomembno je opozoriti na kulturni šok, ki lahko nekega nepoznavalca Azije, Afrike, Južne Amerike, ki ga lahko zadene takoj, ko pride. Marsikatera blaga psihična težava se lahko zelo stopnjuje v neznanem okolju. Postaneš bolj tesnoben, ne samo uživaško ustrojen. Na to premalo pomislimo, da se dejansko marsikdo ustraši tako situacij kot tudi ljudi, velike gneče. Ljudje niso tako izolirani v azijskih deželah in v afriških kot tukaj. Takoj prideš neka 10-18 milijonska mesta, kjer te lahko ta tesnoba bistveno odvrne že v začetku od nekega uživaškega popotovanja. Na te stvari je treba vsekakor pripraviti ljudi. Še vedno pa velja navodilo, da naj popotnik, turist resno pazi, kje je. To ne pomeni, da je hrana na ulici bistveno slabše kvalitete kot v dragem hotelu. To ne pomeni to. Važno je, da tam, kjer je do ljudje, da je tam veliko ljudi, da je sveže pripravljena, da vidiš, da se ljudje prehranjujejo, da ni to nek odmaknjen lokal, kjer že dolgo ni bilo nobenega. In pa veliko napak vidim tudi v tem, da popotniki sledijo trendom prehrane domačega kraja. Če prideš v deželo, ki nima morja, potem si ne želi morskih sadežev. Če prideš v deželo, kjer je nizek higienski minimum, kjer ni elektrike, ne jej majoneze in jajc. Na ta način logično sledi temu, kar jejo domačini. Številni popotniki se vračajo malo bolni po naših kriterijih. Veliko več primerov vidim, ko sama potujem. Na mestu potovanja se mi zdi, da vidim veliko več bolnih popotnikov, kot potem recimo pri prihodu domov. Kajti popotniki se v bistvu že tekom potovanja lahko poslužujejo neke zdravniške pomoči ali pa samo pomoči. Tako da v glavnem, kar vidim, so virusne okužbe, potem črevesne okužbe, redko kdaj vidimo malarijo, neredko pa opažamo porast spolno prenosljivih bolezni, ki jih pač potniki, ki se na potovanju predajajo tudi seks turizmu, ki jih prinašajo s seboj domov. In tukaj vidim, da bi morali bistveno več narediti v smislu proglaševanja, razglaševanja tovrstne varnosti. Vprašali smo jo tudi, kaj morajo storiti kronični bolniki pred potovanjem na dopust. Ja, vsekakor svetujemo 4 do 6 tedne pred želenim odhodom obisk svojega osebnega zdravnika, kjer se natančno pomeniš o tveganju, ki te kot kroničnega bolnika lahko čaka na želeni situaciji. Zdravila, ki jih tukaj normalno jemlje bolnik, mora jemati tudi tam po predpisanem režimu.
Treba jih je opozoriti, da morajo imeti zdravila tudi s sabo v zadostni količini, da jim ne zmanjka nekje na potovanju zdravila, oziroma da imajo izvrstno dobro zdravstveno zavarovanje, ki jim krije stroške, tudi če se jim karkoli zgodi, da se lahko pravočasno vrnejo domov. To je zelo pomemben nasvet za kronične bolnike. Obenem, če je kronična bolezen redno vodena in je stabilna, ne vidim nobenega posebnega razloga, razen pač običajnih dejavnikov tveganja kot pri vseh drugih, da ne bi potovali. Če je pa bolezen iztirjana, je pa smiselno počakati, da se bolezen umiri, preložiti zadevo ali pa obiskati tudi ustreznega specialista, ki bo pač podal neko svoje mnenje glede sposobnosti. Sicer pa kronični bolniki enakovredno potujejo kot vsi ostali, tudi kot last minute travel. Tukaj pa vidim problem zanje. Zato, ker last minute travel, ki je sicer cenej, lahko predstavlja dodaten riziko. Nisi se zadosti pripravil. 2-3 dneh moraš plačati karto in odleteti. V tem času niti osnovnih cepljenj ne moramo izvršiti. Vemo, da so 4 do 6 tednov je ta osnovna cepilna faza. Tako da kronični bolniki naj resno razmislijo glede last minute travela. Kaj pa potovanja z otroki? Ne priporočamo potovanja z manj kot 6-tedenskim otročičkom, ker je ta posebno tvegan, ker je tako tveganje posebno visoko. Sicer pa, če so vsi zdravi, ni posebnega razloga za kakršenkoli preplah. Potrebno je pa tehtno premisliti, na kakšen način bodo potovali, s kakšnimi prevoznimi sredstvi in pa kdaj, po katerih deželah in kako je poskrbljeno z vodo in z varnostjo, če se komorkoli karkoli zgodi. Tukaj je potrebno vprašanje vode, hrane bistveno bolj natančno opredeliti. Na koncu vam želimo ob upoštevanju teh nasvetov lepe počitnice in uživanje na potovanju brez posebnih zdravstvenih težav.